Primož Vresnik, zakaj japonski turisti fotografirajo vsako podrobnost. Približeval se je vratom, ki jih ni videl vsaj 20 let. S hojo je prinesel ritem življenja v zapuščeno dvorišče. Približeval se je lesenim vratom in gledal trkalo. Trkalo je bilo v podobi leva. V gobcu mu je visel velik kovinski krog, namenjen za trkanje. Za kratko in odrezavo trkanje, kakršnega je imel v ušesih za časa svojega otroštva, za časa svoje mladosti. Lev je bolščal vanj z mrtvim kovinskim pogledom. Spomnil se je trdnih, zasneženih zim na podeželju. Prej vrata niso ječala, sedaj pa so pri odpiranju in zapiranju povedala, da so se postarala, kakor se je postarala hiša. Močno postarala. Divja trta se je vzpenjala po zidu in obrobljala glavna vrata. Samo eno okno je bilo razbito. Očitno delo objestne mladine ali frkulina, ki je zalučal kamen v šipo. Vedel je, da ga bodo v hiši pričakale zavese pajčevin. Zavese pajčevin, ki so kakor umazana svila. Kamorkoli greste, gredo z vami telesa, ki so močna vez s pokrajino, iz katere izhajate. Sliši besede pokojnega učitelja, vas je. Zasliši jih ravno v trenutku, ko odpira glavna vrata, skozi katere ni vstopil že lep čas. In podedoval je hišo svojih staršev. Oče je bil kretničar na železnici. Delo je opravljal z vso zavzetostjo in tanko doslednostjo, kakor da je od tega odvisna usoda sveta. Mati je bila gospodinja. In zgoraj nad hišo še zmeraj teče opuščena proga, tista, ki se ni obnesla zaradi gospodarskih razlogov. Železniško progo si je gozd prisvojil in jo odel v globoko gozdno zelenilo, v globok gozdnati mah. Zadah globokega gozda si čutil v vseh letnih časih. Hodnik v domači hiši ni bil posebno dolg, vendar se je po vseh teh letih podaljšal. Odkar ni prestopil praga domače hiše, je osebno doživljanje domače hiše hodnika še posebno podaljšalo. Hodnik se je zdel neskončno dolg. Saj je hojo po njem zaustavljal plast čustvenih doživetij. Nenadoma je v sebi zaslišal veliko stavkov, iztrganih iz celote, vendar živečih tukaj, v domačem kraju. Stavki so se nenapovedano pojavili in parali dušo po nevidnih šivih. V vseh teh stavkih je bila barva domačega narečja. Pozabljena domača govorica, ki je po vseh teh letih hrušknila iz neopredeljene globine duše. Stavki iz davnine so bili izrečeni v tej hiši oziroma v okolici hiše. Mislil
je, da so to naposled najfinejše tkanine, ki se pletejo tod naokoli. Tkanina vseh tkanin, domača govorica, narečje. V atmosferi te hiše so bile shranjene te nevidne tkanine, govorice, domače narečje, gozdni jezik. Skozi atmosfero te hiše so misli pronicale kakor nevidne kaplje jesenske vlage. Misli so naposled najfinejša tkanina, za vrsto let raztrgana na žebljih domače hiše, raztrgana na ostrih robovih okenskih polic. Misli, zaprte v steklenih vitrinah, se lesketajo v svetlobi sobe. Misli so ponovno oživele, ker je stanovanje ponovno oživelo. Z njegovimi koraki. Pod njegovimi koraki je vse zadrhtelo in zatrepetalo, vsako vzdušje je nedoločeno, vendar duša zadene barvo atmosfere. In zunaj hiše je gozd. Zadah temnih globin gozda pritiska na šipe, da zaradi atmosferskega pritiska večkrat na dan zapokajo. Potem so tukaj komaj slišni zvoki in šumi. Prasketanje. Sicer pa, če dlje časa živiš ob gozdu, slišiš te atmosferske pritiske, te drobne spremembe toplote in hladu, ki pritiskajo na okna, ki se odražajo v prasketu in pokanju, v šumih, prasketanju in drobnih pokih mineva življenje v domači hiši. Hodnik. Ugasla osmojena žarnica sredi hodnika. Osmojena žarnica sredi hodnika ni zagorela, ko se je dotaknil stikala in nekajkrat ritmično prižigal in ugašal z namero, da bi žarnica naposled zabrlela. Vendar ni. Bila je le stara osmojena žarnica, ki je že zdavnaj pregorela. Samo drobna veja, prislonjena na okno, se je majala na koncu hodnika. Veja v svetlobnih odtenkih kovinske jeseni. Veja v mokroti zime. Veja v svetlobi poznega septembra. Veja v svetlobi razkošnega avgusta. Veja v svetlobi poznega septembra, ki se v tebi hodnika zdi kakor prizor iz sanj, iz otroških sanj, oziroma iz sanj, ki jih človek sanja enkrat v pradavnini, vendar sam ne ve, kdaj. Samo zelo močan občutek je, da so bile to le sanje. Pomočene v močne barve. In vse bolj se mu je zdelo, kakor da so to sanje drugega človeka, saj se različne glave staknejo v sanjah. Skozi glave se pretočijo sorodne sanje. Senca v oknu je bila človeška senca. Ko se je približal oknu, ki ni bilo umito od pamtiveka, je zagledal japonskega turista. V trenutku mu je postalo jasno, da se je pred oknom njegove rojstne hiše japonski turist mudil. Poševen pogled, drži fotoaparat, ki nenehno zastira obraz v obliki polne lune. Možak je fotografiral vsako podrobnost, vsako nadrobnost.
Vsaka podrobnost okoli hiše se mu je zdela pomembna. Čeprav sta si izmenjala poglede, je turist brez kakršnekoli geste vljudnosti fotografiral dalje. Brez pozdrava je fotografiral vogale, ki jih je zglodal zob časa. Odločil se je, da bo tej vsiljivi radovednosti na njegovem posestvu naredil konec. Odločno in precej jezno je šel skozi glavna vhodna vrata in zavil na levo. Opravil je obhod na vzhodni steni rojstne hiše. Hodil je po zbledelem cementu in naletel na japonskega turista, ki se mu je zdelo vredno fotografirati tudi drenažno cev, ki je molela na zahodni strani stanovanja. Molela in lezla proti zelenilu in šavju. V polomljeni angleščini je pričel poditi možaka, ki bi naredil še en posnetek drenaže, če ne bi bivši domačin posegel v to fotografiranje. Še vedno lastnik hiše v tem zaselku, še vedno je. Prekinil je ta umetniški zamaknjen obred, ki se ni oziral na nikogar. Japonski turist je za trenutek vrgel jermen fotoaparata na ramo in se priklonil. Njegov izraz na obrazu je postal zadržan in nekako mrakobno spoštljiv. Sklonil se je, kakor da pričakuje samurajsko kazen. Potem pa je nenadoma zadonel tradicionalen pozdrav. Konničiwa! Glas je zvenel kakor raskava napeta struna. Japonec se je pričel pozadensko umikati, počasi, potem pa vedno bolj hitro. Hitro, hitro. In na koncu je stekel v bližnji gozd. Japonski turist se je za svojim fotoaparatom za zmeraj izgubil v bližnjem gozdu. Konničiwa! Konničiwa! Je zvenelo, kakor v nekem stripu, kakor v neki oddaljeni pokrajini, ki jo je nazadnje videl na televizijskem ekranu. Konničiwa! Konničiwa! Je sedaj odmevalo v tem alpskem svetu. Če bi znal več angleščine, bi tega turista povprašal, zakaj japonski turisti fotografirajo vsako podrobnost. Vsako še tako majhno stvar.